Nocoj, kaj dogaja, pa prvi glas drugega programa, voditelj in radijski boter številnih uspešnih slovenskih glasbenih skupin. Dame in gospodje, Andrej Karoli, dobro večer, Andrej. Živjo. Živjo. Zdaj, prejšnjo soboto smo dobili zmagovalno pesem Eurovizije. Kaj si misliš o zmagovalni skladbi? Prvič, ko sem jo slišal, sem pomislil na Magnifica in Zelenega Jureta. Začetek komada je tam. Okay. V bistvu, mislim, da je bilo letos žal, da ne bom narobe razumel, preveč emocij za ne tako dobro muziko. Tako da, mislim, vse ni švoh komad v redu. V redu je bil, ne? Ja, v redu, ampak da bo pa razen vseh stvari okoli, ne, ustal v kakšnem masovnem spominu, pa ne vem. Mislim, niso bili ostali komadi zdaj toliko boljši, ne, nikakor ne. Bil je ta... Ta ni bil toliko slab. Ta ni bil toliko slab. Val 202 je tudi po tvoji zaslugi eden tistih radijskih programov, kjer se zavrti največ slovenske glasbe. Jo je dovolj slovenske glasbe, vsaj dovolj kvalitetne? Mislim, to je rahlo relativno. Zdaj odvisno, kakšna je uredniška politika radijske postaje. Val 202 je nacionalna radijska postaja. Določene zakonske omejitve oziroma regulacije obstajajo, tem brez težav ustrežemo. Si pa po drugi strani ne želimo preveč ponavljati tisti skladb ali pa izvajalcev. Potem pa ne letiš recimo na ta zvrstni problem količine. Ne bi se želel spuščati v neke zvrsti, ki niso toliko naše. Tako da zaradi te regulative, ki je po mojem mnenju prestroga, se kakšna skladba prevečkrat ponovi, ampak še ne boli. To, da te vrtijo na Valu 202, pomeni, da si na dobri poti, da ti bo ratalo. Zdaj, tukaj je že malo generacijski preskok, se pravi, mladi bendi, ki so zdaj stari, ne vem, od 3 do 5 let, oziroma še mlajši, radija ne dojemajo kot tiste odskočne deske, kot recimo pred 10, 15, 30 leti, ker so pač drugi mediji in drugačni mediji, predvsem, ki so bolj vizualni, govorim vse oblike spleta in družabnih omrežij, toliko prevladujoče pri tej muziki, ne vem, že platforma TikTok bolj ali manj je tista, ki ustvarja nove hite. Zaradi TikToka se je dolžina skladb skrajšala iz povprečja 3 minut pa 15 sekund na 2 minuti. Sem že rekel 2 sekundi. Ne, mislim, čeprav, načeloma jaz gledam na vse te nove tehnološke dosežke tako ne z rahlo skepso, ampak kot tradicionalist radijski, pa okej, ampak radio še vedno funkcionira, še nihče se ni pritožil, ker se vrti na radio. Pa sigurno je tudi dober občutek, kad nekaj izbereš in ljudje v tem uživajo. Ja, mislim, izbereš pač ti, za kar meniš, da bi bilo prav, da ljudje slišajo zaradi teh ali onih razlogov. Včasih je muzika kot celota super, včasih je besedilo tako, včasih je samo, ne vem, inštrumentalna skladba, lahko tak jo priporočaš in večkrat zavrti, zato ker bi želel, da ljudje opazijo. Tako da skušamo ne absolutno poneumljati ali karkoli, pa neka kvaliteta mora biti. Vse včasih uide, ampak ni inkontinenca še. Očitno vam poslušalci zaupajo, ker zdaj ste skoraj že razprodali dan 202, 50 let Vala 202. Še preden ste objavili listo glasbenikov, ki bodo nastopili na tem dogodku. To je v bistvu, ne vem, neka zahvala poslušalcem, ki so z nami že dolgo let ali pa so manj let, ampak nekako dobivajo ne samo na glasbenem, ampak tudi sicer na vseh področjih produkcije Vala 202 tiste informacije in tisto muziko, za katero lahko, ne vem, ne vsi, ampak mnogi dajo roko v ogenj. Kdo bo nastopil? Vemo, kdo ne bo. Ne. Razlogi za ne nastop so vsi argumentirani in takšni in drugačni. Ne vem, začnem z Rudijem Bučerjem, Markom Koksanovičem, Avtomobili, Nipke, Leopold I, Elvis Jackson, Njet, Bigfoot Mama, Siddharta, ne nujno v celi bendi, ampak... Skratka, super bo. In še težko bi našteval. Ljudje pejte, kupte karto. Ja, jih je še kaj sploh? Kakšno bi se še našlo, ampak ne čakati. Bo v kratkem razprodano, lahko pa valjda poslušate oziroma poslušajte na Valu 202. Bo in spletni prenos na val202.si oziroma portalu RTV Slovenija, tako da posnetek naknadno na televiziji. Andrej, hvala za obisk. Želimo ti še veliko dobrih playlist, dobrih projektov in dobrih bendov. Hvala lepa. Uspešno naprej.
A je še kaj tazga? Ja, sam subscriber se gor, pa skozi dobivaš nove fore. Takoj subscribe, da nam pozabi. Ja, takoj se moraš. Takoj zdaj se moraš subscribati.